Člani sveta Slovenske demokratske stranke smo se danes sestali prvič po volitvah v Evropski parlament 2019, da smo opravili razpravo in analizo volitev. V tej razpravi je članstvo izpostavljalo dobro prakso povezovanja z Slovensko ljudsko stranko, izrazilo zadovoljstvo z uspehom na volitvah in izpostavljalo nujno po nadaljnjem delu in sodelovanju tudi za prihajajoče volitve, kadar pač te že bodo. Opravili smo analizo dela po posameznih volilnih štabih, izpostavili dobre prakse in na podlagi tega tudi opravili nek načrt dela za v prihodnje. Lahko rečem, da sem z današnjo razpravo zelo zadovoljen, ker so tudi člani izrazili podporo temu povezovanju, hkrati pa izpostavili, da nas v prihodnosti čaka še veliko dela. To je pa kakšno vprašanje? Pravite nadaljno povezovanje, to pomeni tudi morda na prihajajočih državnozborskih volitvah, se tudi kaj takega lahko obetamo? Predvsem v smeri sorodstvenih povezav programskih izhodišč, drugače pa veste, da imamo v Sloveniji proporcionalni volilni sistem, zaenkrat še, kar terja samostojen nastop stranke na volitvah. Kaj pa vseeno mogoče, vseeno med določenim članstvom je bilo slišati nekaj pomisleke glede povezovanja, predvsem na račun izvolitve Franca Bogoviča s preferenčnimi glasovi. Ste bili danes enotni, da je to bila vseeno prava rešitev, kljub temu, da ni bil izvoljen poslanec iz SDS? Zdaj, razprava na seji sveta je odprta za vse, ki želijo razpravljati. Tovrstne razprave danes nisem slišal, sem pa slišal številne razprave o tem, ki so pohvalili povezovanje in so rekli, da smo tudi zato dobili dosti dodatnih glasov. Še enkrat treba povedati, da je Slovenska demokratska stranka skupaj z SLS zmagala na teh volitvah, da je dobila največ glasov in da so v bistvu to že 9. volitve, ki jih je Slovenska demokratska stranka zmagala. Mogoče še eno vprašanje na evropskega komisarja. Večkrat ste izpostavili, da bi mogla zmagovalna stranka biti tista, ki mora predlagati evropskega komisarja. Pričakujete torej povabilo premierja tudi glede tega? No, jaz verjamem, da bo premier resno razmislil predlog, ki so ga dali nekateri poslanci Slovenske demokratske stranke, predvsem kandidati za Evropski parlament. In pač v tem pogledu je, bom rekel, poteza na strani predsednika vlade. Kandidate torej imate? Prosim? Kandidate za evropske poslance pa že imate? Kandidate za evropske poslance pa že imamo, dva sta bila iz SDS izvoljena. Komisarja, če že imamo. Kot sem seznanjen, procedura je relativno znana. Vlada opravi razpravo po spremembi zakona o sodelovanju med vlado in državnim zborom, potem izbor roma na hearing v državni zbor. In tam se bo pač izkazalo, kako kompetentnega kandidata je vlada predlagala. Še kakšno vprašanje? Ni, hvala.